Cenjene dame, dragi gospodje, prisrčen pozdrav v družbi Sport kluba. 8. krog prve lige Telemach gre naprej. Pester nedeljski spored, nekoliko se je zavlekla tista prva današnja tekma. Na njej je Tabor prišel do zmage nad Bravom in tako samo še Koprčani neporaženi v tej sezoni. Razumljivo dobra žoga medtem na desno stran. Blajič lahko poda v sredino. Blajič ne najbolj posrečen, ampak žoga je prišla v kazenski prostor. Tole je priložnost za zadetek, ampak ne natančen Saša Varga. Nevaren poskus je bil to med 20. majem 2009 in pa 8. augustom 2009. Nikdar torej še v eni sami sezoni. Tole pa je zdaj priložnost za Radomlje. Vratnica se je stresla visoko, tudi Jazbec, no, zdaj ko so domači stopili više, pa se odpira prostor za protinapad. Na desni strani se ponuja Peris, Barišič ga je že opazil, Peris v kazenskem prostoru, ampak predaleč na stran je šla žoga, pa vendarle zdaj odlična podaja v kazenski prostor in udarila je naveza Peris Osudži. Sanski debi za Osudžija. Prvi strel za Koprčane v okvir vrat in trese se mreža Radomljanov v 36. minuti, ko je takoj postalo jasno, da so Radomljani stopili previsoko, so Koprčani to znali izkoristiti. Sicer je najprej Barišič poslal v ogenj Perisa, kar bomo videli tudi iz tega posnetka. Prepovedanega položaja jasno ni bilo. Peris je hitro ocenil, da ni v položaju za še ena napaka. Zdaj domačih takoj podaja proti Osudžiju, to je zdaj lahko nevarno, ali se lahko Osudži izkaže v vlogi asistenta. Osudži in Barišič do strela, ampak premalo natančen poskus. Brezar dvignil zastavico in prekinil veselje Kahima Perisa. Ostaja torej 1-0. Povlekel je Primc, pa zdaj Šarič proti sredini, padel je Šarič. Ni bilo, kot kaže, prekrška za najstrožjo kazen, potem pa mojstrovina Marka Božiča s pomočjo vratnice je ugnal Adama in potem, ko so se pred nekaj trenutki na polovici Radomelj veselili gostje, pa potem prekinjeno veselje, upravičeno jasno zaradi prepovedanega položaja. Na drugi strani zdaj veselje. Radomljani so zdaj tisti, ki so podjetnejši, pogumnejši. Šarič v novem napadu za domače. Šarič, nevarna žoga. Tole je bila sicer podaja, ampak na koncu je izpadlo kot strel. Dobro, Varga, Božič, Primc lahko zdaj poda v sredino, Primc pred vrata po tleh in kakšna obramba Adama. Dragoslav Perič, da gre igra naprej in zdaj priložnost. Osudži lahko poda Perisu v kazenskem prostoru. Žoga za Barišiča in mat v treh potezah. Gol za Koprčane, krasen protinapad in Barišič je prišel do svojega četrtega zadetka v tej sezoni. S tem se je tudi na lestvici strelcev poravnal z Zilkičem. Slavijo navijači Kopra. V tem drugem delu pa do tega trenutka še brez reakcije Roka Hanžiča. Barišič gre proti vratom Marjanoviča. Barišič ima priložnost. Barišič, gol za Koper! Kako je zdaj izpadla obramba Radomelj. Najprej napaka, pa potem super poteza Barišiča, ki je zdaj že pri 5 zadetkih. V kakšni formi je v tej sezoni Max Barišič, ki, kot kaže, zares uživa, ko igra pod taktirko Zorana Zeljkoviča. In mislim, da med majem 2009 in augustom 2009, takrat torej v 2 sezonah, no zdaj pa bi jim to uspelo v eni sezoni. Še ena priložnost medtem za Koprčane in tole je zadnji žebelj v krsto Mlinarjem. Kahim Peris je sijajno zaključil, dvignil žogo čez domačega vratarja in to bo zdaj na koncu zelo visoka zmaga za Koprčane, ki so bili danes. Radomlje se bodo pomerile s Krko. Zdaj imajo Mlinarji priložnost, da pridejo do zadetka, ki bi vsaj nekoliko znižal zaostanek, vendar
2-0, kar se tiče prepovedanih položajev za Koprčane, ki imajo zdaj priložnost, da odjekne petarda. Peris ima priložnost, Peris tudi nekoliko zakompliciral je vse skupaj Peris. Pa ne vem, če bi se lahko glih strinjal s tem komentarjem oziroma s to izjavo. Mislim, da smo jih v drugem polčasu pritisnili, prisilili v napake. Mislim, da ko smo bili v največjem naletu na njihova vrata, smo po napaki v sredinskem delu izgubili žogo, oni pač to kaznujejo. Če pogledamo zopet priložnosti, nogomet se igra za gole, zdaj, če ne bomo dajali golo, bomo težko zmagovali. Danes smo jih imeli malo morje, lahko rečemo iz 2-3 metrov, ampak če ne daš gola, potem ne more zmagati. Ja, potem pa, ko smo izgubili 2-1, je izgledalo tako, da ima Koper pobudo, vendar pa se ne morem strinjati, ker pač mislim, da smo bili mi podjetnejši, res pa, da nismo zadeli. Pa mislim, da moramo biti samo malo bolj mirni v samem zaključku, biti še vedno. Prihajamo do priložnosti, enkrat, ko se nam bo odprl, mislim, da bo potem tudi steklo. Mislim, da moramo pač samo prebiti to bariero oziroma ta zid pred nasprotnikovim golom in upam, da se bo potem vse to odprlo. Pa ja, zgledali je, da smo padli, vendar pa je bila taka tekma, da smo probali pač gor nasprotnika še pritisniti, mogoče jih še ogroziti. Ni se nam išlo, oni so pač res iz vsake kontre, vsakega strela zadeli. Drugače pa glede fizične priprave, mislim, da smo bili na zavidljivem nivoju, da nismo nekaj padali v igri, res pa, da smo delali preveč tehničnih napak, iz katere pa taka ekipa, kot je Koper in pa igralci, ki jih imajo, to kaznujejo. Ja, tako, vedeli smo, da bo težka tekma. Moram priznati, da sem zadovoljen. Imeli smo 10 minut malo slabših, mogoče 15, ko smo malo trpeli, ampak smo z menjavam to korigirali in se na koncu dobro odzvali, kar je najbolj pomembno, zmaga. Ne bi se strinjal, jaz mislim, da naša največja kvaliteta je pač ekipa cela. Zdaj napadalci, če dajo gole, pa jih dobivamo, nimamo mi nič od tega, se pravi, vsak dela to, kar mora in zaenkrat nam dobro kaže, upam, da bo to trajalo čim dlje. Dobro, imeli smo pauzo, fantomsko zgovorim, če lahko nekateri igrajo celo sezono, sobota, sreda, bomo tudi mi ta mesec nekako zgurali, tako da jaz verjamem, da imamo dosti širok kader, da se bomo odzvali tako, kot moramo. Ja, prvi polčas smo se dobro držali do zadetka, po zadetku smo malo sicer padali, med polčasom smo se pol zmenili, da stisnemo, probamo izenačiti, ker nam je ratal, potem se mi zdi, da smo dobili neko pobudo na igrišču do tiste napake, ki je pripeljala do njihovega drugega zadetka, potem pa po naših napakah so zadeli še ostale gole. Ne toliko fizično, kakor bolj psihično se mi zdi, da nas je tisti drug zadetek potem nekako presekal, da smo padali, toliko smo vložili truda, da pridemo do izenačenja, ampak pol, če toliko lahko gol dobiš, se ti malo podere vse skupaj. Ja, za zdaj gre vse odlično in na moji osebni ravni in kot ekipa res igramo dobro. Jaz upam samo, da bomo nadaljevali v takšnem ritmu. Ja, prvi polčas smo mi malo več, se mi zdi, držali žogo in to smo dobro tudi šli v pressing. Oni so bili kar dobro postavljeni zadaj in so puščali zelo malo prostorja. In pol v drugem polčasu smo imeli mogoče samo majhno krizico, enih 5-10 minut, vse ostalo pa mislim, da smo dominirali.